Dobrodošli v naši kavarnici Moja zgodba. Danes čist ekskluzivno prvič predstavljamo prvo mojo zgodbo. In v goste smo povabili vrhunskega športnika iz sveta biatlona, Klemna Bauerja. In naj razkrijem, zakaj danes Klemen je prvi gost, ki sedi na našem vročem stolu, čeprav ne bo šel na roastno, ne na žar, ampak bomo čist sproščen pogovor imela, ne, Klemen. Ampak zakaj? Lastnik moje zgodbe, Gregor Mohorič, si je zaželel, da najprej tebe posedimo na ta stol, zato ker se poznata že iz mladih let, ko je Gregor tudi tekel na smučeh za klub, kako se je že, tekaški klub Merkura, ne? Ja. Potem drugi preplet njune zgodbe je bil, ko je Matejka Mohorič, to je Gregorja hčerka, tudi tekla na smučih, sestra, pardon, ja. No, ker je bila tudi ona na olimpijskih igrah leta 1998 v Nagelu. In takrat je cela družina spremljala malo ta tekaški svet. In tretjič so se pa vajne poti prepletle pa na eni drugi podlagi. Ne na snežini, ampak na vodni. Kajti tisti, ki ne veste, Klemen tudi supa in za športni klub Amanzi. Tukaj je tudi predstavnik Amanzija, evo, Urban. In evo, tako so se vajne poti prepletle, dobrodošel Klemen in lahko še malo na začetku nam deliš, odkje se z Gregorjem poznata, ki je ta dolga zgodba prijateljstva. Ja, najprej lep pozdrav sem skupaj, hvala za tak odziv, predvsem pa hvala Gregorju za to veliko čast, na katero sem se seveda z veseljem odzval, res pogumno se je lotil zgodbe s tem lokalom tukaj v centru mesta in najmanj, kar lahko naredim, je to, da pridem v goste in takole otvorimo to zgodbo. Tokrat je to moja zgodba, realno, da bo vsakašna zgodba in da bo res zgodba o uspehu, tako da ja, z Gregorjem sva se res v bistvu najbolj spoznala prav na vodi, če se tako izrazim. Supanje je bila tista disciplina, v kateri je tudi Gregor izjemno predan, sam pa sem jo zelo hitro posvojil in vključil tudi v sam trening za tekmovanja, tako da od tam naprej pa se potem najne poti zelo, bom rekel, križajo. Kako se je pa tvoja športna pot začela in kdaj? Ja, sam sem začel s prvimi športnimi koraki zelo zgodaj, sem relativno zgodaj, ko govorimo o teku na smučeh, v 3. razredu, se pravi tam pri 8-9 letih, seveda pa izhajam iz športne družine, predvsem hribi so bili tisti, ki so me v bistvu, ki so nas družinsko povezovali, ne, od majhnega, ker se spomnim res pri 4-5 letih smo predvsem z očetom tudi osvajali Kamniške Alpe, pa tudi Julijske in tako naprej. Tako da je bilo to nekako že zapečatena usoda od majhnih nog. Potem pa na srečo mojih staršev, predvsem bi lahko rekel, je v neposredni bližini smučarski klub Ihan z dolgoletno tradicijo v smučarskem teku, preko 80-letna tradicija tega športa in ni preostalo drugega kot to. Na izbiro je bil seveda še nogomet, tako kot vsaki vasi, ampak kot bolj individualist sem se seveda odločil za ta šport in v njem vztrajal potem vse do konca oziroma še kar. Kaj pa je bil tisti prelomni trenutek, da so trenerji videli v tebi nekaj več, da si narejen za večje tekme? To je zdaj vprašanje v bistvu že bolj v prihodnost, namreč ko smo začeli, ni bilo nobenega govora, niti o tem, kdo, kaj, zakaj, ampak bi rad poudaril, da je pomembno to, da smo se ukvarjali s športom, da smo imeli neko rdečo nit, da smo se naučili delovnih navad, discipline, vsega, kar sodi zraven. Šele potem, kasneje se je, bomo rekli, tam od 15. leta, 14. 15. se pa začne potem kazati tako talent, kot tudi delo ali pa mogoče te delovne navade in vse skupaj, kar je potrebno za vrhunskega športnika. Tako da, mogoče kot zanimivost lahko povem, da ko sem bil mlajši, sem bil
kar se tiče tehnično, pa tako gledano, daleč od tistih optimalnih okvirjev in če bi me takrat kdo videl, bi rekel, ta ne bo nikoli tekel, kaj šele dober tekel, tako da ni to nobeno pravilo, tako da ni bilo, šele kasneje se je to opazilo. Zakaj pa si zravno izbral ta šport? Rekel si, da je bil blizu v Ihanu, a je bil še kakšen razlog, da je bil tebi res všeč, ali pa staršem? Jaz mislim, da staršem je bilo najbolj všeč to, da me ni bilo treba voziti nikamor. Tako kot tudi sam sem zagovornik tega, da pač tisto, kar okolje ponuja, če se le da, če so le neke možnosti, da se pač otroke vpiše ali pa vključi v neke dejavnosti, ki so nekako pri roki na voljo, tako da to je bil prvi razlog. Po drugi strani, potem druga stvar je tudi to, da mogoče ne prihajam iz najbolj premožne družine in tudi na srečo tek na smučeh, pa biatlon ne zahteva tako velikega finančnega vložka, tudi v teh časih se trudimo, mogoče na tem mestu kot vlogi podpredsednika istega kluba, smučarskega kluba Ihan, se trudimo, da bi bilo res dostopno to vsem. In tako da to, enostavno zelo hitro, bolj, ko smo videli sneg, narava, pa same vožnje, ker treba je povedati, da Ihan leži v srednji slovenski regiji brez nekih dobrih pogojev za izvedbo treninga, ampak kljub temu so bile te vsakodnevne vožnje na Pokljukovo planico, kjer je bil sneg, so imeli nek svoj čar, kjer smo se s fanti z dekleti nekako povezvali, smo priklapa in to nas je potem vlekel naprej. Potem pa hitro, ko smo začeli tudi po televiziji spremljati nastope naših pa drugih zvezdnikov v tem športu, potem je pa to vlekal. Kdaj pa ta prestop v biatlon? Ja, se pravi, verjetno poznate biatlon. Osnova biatlona je seveda tek na smučeh in tudi mi smo začeli kot otroci s tekom na smučeh. Šele potem, nekje po 13 letih se spomnim, smo bili v bistvu jaz in moji kolegi prva generacija, ki smo sistematično začeli relativno zgodaj z biatlonom, s streljanjem zračno puško. Predtem, mislim, da v Sloveniji niti ni bilo tega na takem nivoju, tako da je zadeva bila nekako spontana. Predstavili so nam v klubu ta šport in v bistvu smo bili kar malo prisiljeni ali pa pahnjeni v biatlon, kar seveda nikakor ne obžalujemo. Vse skupaj je bilo še bolj pestro, namreč ko dodaš teku na smučeh še streljanje, tudi sami veste, ko spremljate biatlon, da je pa imam zelo rad tek na smučeh, veliko bolj zanimiv tako zagledati. Predstavljate si pa, da je tudi zatrenirati pol temu primerno bolj zanimivo. Že v samem napovedniku smo večkrat povedali, da si se kar 4-krat uvrstil na olimpijske igre. Najprej me pa zanima, oziroma naše goste sigurno zanima, če je že v mladih letih, že zelo zgodaj, ko si začel trenirati, a je bilo v glavi jaz bi šel enkrat na olimpijske igre? Ja, zanimivo vprašanje, predvsem zaradi tega, ker tudi zdaj moj sin, ki bo pa mogoče več o tem govorila, je zdaj začel s treniranjem biatlona med drugim in se mi zdi, da vsak, ko začne res v prvi vrsti, pri 8-9 letih, ne gre na treninge oziroma se ne vpiše v to, zato da bo nekoč nastopil na olimpijskih. Ta želja in pa to zavedanje, da pa je to možno, mislim, da dozori potem skozi leta in seveda, mislim, da sem se kar zelo hitro, zelo zgodaj tega zavedal, da je pač možno tudi to in potem si to, tako kot je tudi malo klišejsko, da sanje vsakega športnika so nastop na olimpijskih igrah, je tudi meni to bilo zelo kmalu in se mi zdi, da je tudi pomembno, da ima potem v neki fazi športnik nek cilj, ki ga bolj zasleduje in za katerega mu potem ni težko delati, se odrekati in tako naprej. To se pravi, ni bil tako prvič, ko si stopil na smučke, jaz grem na olimpijske igre. Ja. Se mi zdi, da zdaj pa je to, da imajo kar visoke cilje že takoj. Ampak tako je sigurno bolj naravno in bolj pristno in potem pridajo tudi hitrejši rezultati. Ja. Ok, kako si se pa prvič kvalificiral na olimpijske igre? Prve tvoje so bile 2006 v Torinu. Ja, res je, tako kot sem rekel, zelo zgodaj je pol to prišlo v tistih mladinskih kategorijah, ker smo v bistvu prav naša generacija, tako kot sem rekel,
ki smo bili prva v Sloveniji, ki je začela bolj sistematično delati prav na področju biatlona, ko smo začeli v mladinskih kategorijah zgodovinsko osvajati prve medalje za Slovenijo. Smo se potem zelo hitro začeli spogledovati tudi z nastopi na olimpijskih igrah, to govorimo, ko smo bili stari tam 18-19 let. Tako da sam sem imel mogoče to srečo, ali pa tudi naša generacija, da ravno v tistem obdobju, ko sem jaz dopolnil 20 let tam okrog, ni bilo neke močne ekipe v članski kategoriji in so se odpirala vrata. In v bistvu leta 2006, ko so bile olimpijske igre v Torinu, v Italiji, sem v bistvu dobil možnost za nastop, predvsem z mojimi nastopi v mladinskih kategorijah. Enostavno sem bil takrat dovolj močen za uvrstitev v to člansko ekipo in tako sem se v bistvu kvalificiral. Bilo je pa zelo zanimivo, lahko povem. Bili smo še, recimo, en mesec pred olimpijskimi igrami, se še ni vedeli, kakšna bo ekipa. Mi smo nastopali v Združenih državah Amerike na mladinskem prvenstvu in v bistvu še let tam sem zvedel, da potujem tudi na olimpijske igre, tako da je bilo v bistvu samo pot domov mislim, da je bilo v Mainu v Ameriki z letalom domov in potem drug dan sem samo pobral torbo, kar je bilo te olimpijske opreme in takoj drug dan v Torino, tako da je taka zanimiva, da v bistvu brez nekih priprav, pač meni se je samo dobro zdel, sicer niti nisem dobro dojemal, ker, kot sem rekel, sem bil šele 20 let star, ker je v bistvu redko v biatlonu, da tako zgodaj greš na olimpijske, ampak sem to zajel z veliko žlico, kljub vsem. No in evo, zdaj boš lahko z lahkoto odgovoril na tole vprašanje. Kakšna je razlika v Ameriki, na svetovno prvenstvo, če sem prav razumela? Mladinsko. Potem pa na olimpijadi. Kakšna je razlika za športnika? Ja, pač v športu je tako, da se trudiš za vsak nastop maksimalno, seveda so pa potem te veliki cilji, ki si jih športnik postavil, kot rečeno, olimpijske igre so nedvomno najvišje na tej lestvici ciljev, ne nazadnje gre za tekmovanje, ki je na sporedu le vsake 4 leta in če ima športnik srečo in dolgo, bogato kariero, recimo, ali pa na vrhuncu nastopi morda 2-krat, 3-krat, ko je res na višku svojih moči na teh olimpijskih igrah, medtem kot tistih ostalih velikih tekmovanj, med katerimi so tudi svetovna prvenstva, je bistveno več, še toliko več je tudi tekmovanj v svetovnem pokalu, vemo, da jih je v eni sezoni 30 in več, tako da ima bistveno večjo težo sam nastop, pa tudi vse ostalo, ker je zraven, se čuti, da je drugače, vključno z olimpijskim duhom in vse, kar olimpijske igre pač same po sebi pomenijo. Tako da nastopati pod 5 krogi olimpijskimi je nekaj posebno. Tekem ste kar 4. Na kjer dosežek svoj športen si izredno ponosen? Verjamem, da jih je bilo veliko, ampak vsem, kjer je tist, ki bi ga mogoče izpostavil? Ja, zdaj športne dosežke je zelo težko vrednotiti sploh. Ne vem, včasih se mi zdi, da sem imel veliko več potencijala, kakor je pa dejansko, kakršni so bili moji športni dosežki, ampak jaz velikokrat poudarjam, zdaj že dolgo nisem imel nobenega intervjuja ali pa pogovora, da se mi zdi še veliko bolj pomembno v športu, ko zaključiš od samih športnih dosežkov, tudi to, kar ti šport da, poleg dosežkov, kot sem že prej rekel, že od majhnih nog, pa se lahko sliši tako klišejsko, ampak vse te delovne navade, neka organiziranost v življenju in tako naprej, se mi zdi pomembno, pa seveda ne nazadnje tudi prijateljstva, vse te zgodbe, ki jih spleteš skozi svojo kariero, se mi zdi najbolj in tudi mogoče na koncu to, da športno kariero zaključiš zdrav, brez nekih posledic, kajti vemo, da vrhunski šport žal ni samo zdravje. Tako da to so stvari, to so dosežki, vse to, ki bi jih izpostavil. Kar se pa samih športnih rezultatov tiče, pa mogoče niti ne bi toliko izpostavljal, se kdor je spremljal, ve, pa mislim, da nima smisla zdaj to obnavljati. Okay.
In to verjetno tudi tvojim otrokom polagaš, ne, v srce, da je šport veliko več kot samo cifre na koncu. Res je. Ampak vsem, 4-krat na olimpijadi, kot smo rekli, najprej Torino, potem leta 2010 Vancouver, leta 2014 smo te spremljali v Sočiju in še 4. si ponosno tekmoval za Slovenijo leta 2018 v Pjongčangu. Sem prav povedal? Izjemne uvrstitve, kar 4-krat. Sigurno obstaja neka formula, da ti je to uspelo kar 4-krat. Kaj bi rekel na to? Ja, tako kot sem prej rekel, vsak športnik ali pa športniki po moje praviloma res, če je vse nekako v redu na višku njihovih moči ali pa naših moči, nastopijo 2-krat do 3-krat na olimpijskih igrah. Meni je predvsem po zaslugi tega, da sem bil prvič kvalificiran na olimpijske igre, to uspel že pred 20 in sem imel pa še toliko več rezerve. Mogoče še to, da povem, da sem imel tudi izpolnjeno normo in sem bil v bistvu kvalificiran tudi na 5. olimpijske igre, ne, na Kitajskem 2022, ampak sem se potem iz določenih razlogov temu nastopu odpovedal. Ampak predvsem ta vztrajnost, postavljanje ciljev, športnik vedno stremi, ne, do zadnjega si želi izboljšati svoje nekako sposobnosti, svoje nastope, če ne fizično, pa mentalno, psihično nekako se proba nekako predstaviti v višjo predstavo ali pa izboljšati določene stvari in to sem jaz tudi nenehno počel, dokler pač nisem dosegel nekega nivoja, ko sem pa videl, da pa ni več prostora za napredek in sem v bistvu dal prostor mlajšim pa drugim generacijam. Katero olimpijsko prizorišče ti je pa najbolj ostalo v spominu in zakaj? Vsako je po svoje zanimivo. Sreča spet je bila ta, da so se olimpijske igre, na kateri sem nastopil, v bistvu odvile na 3 različnih kontinentih. Ja. Če Rusijo štejemo celo na 4, ne. Tako da vsaka ima svoje zgodbe, vsako sem doživel drugače, kajti, kot sem rekel, na prvi sem bil star 20, na zadnji, na kateri sem nastopil, sem bil star, pravzaprav še 32, ja, 32. Tako da to tudi drugače dojemaš, ne. Ko sem šel na prve sem bil res mulc, brez skrbi, brez vsega. Pri zadnjih sem imel že družino, ki me je čakala doma in vse skupaj potem tudi drugače dojemaš. Ampak sama prizorišča so bile pa tudi vsaka posebej. Predvsem me je veselil tam, kjer je bilo čutiti ta olimpijski duh. Velikokrat se govori o tem in lahko povem, da to ni strte zvito, da je zadeva res taka pristna, če je, ne, kajti ni bilo posod tako. Velikokrat se zgodi, da je vse skupaj razdrobljeno, da so tekmovalci pometani po prizoriščih in potem ni čutiti tega olimpijskega duha, kot je bilo denimo v Vancouveru leta 2010, pa tudi delno v Koreji, v Pjongčangu 2018, kjer smo res športniki bivali pod eno streho v eni olimpijski vasi, se družili, pogovarjali in je bilo res veliko poudarka tudi na temu, tako da mogoče bi te 2 prizorišči izpostavil. Kaj pa tu? Prej smo slišali, da na prve olimpijske igre si v bistvu kar poletel takoj sem kovček zamenil in šel naprej. Mogoče niti ni bilo časa za to euforijo, ampak vsem, ko se prvič športnik uvrsti na olimpijske igre, je verjetno res ta adrenalin to. Kaj pa pol? Ali je pol pričakovanje bolj? Zdaj mi je pa enkrat uspel, zdaj pa lahko še naprej. Ali je vedno bila ta euforija? Ja, najprej tako, no, spet se bom vrnil k temu dejstvu, da sem bil res mlad, ko sem šel prvič in v bistvu brez kakršnihkoli pričakovanj, niti nisem dobro dojemal, šele potem za nazaj, na olimpijskih igrah sem res ni bilo časa. Drugo potem, ko je bilo pa že nekako, se je pa že sistematsko delalo za nastop, pa za kvalifikacije na te olimpijske igre, je bilo seveda že v določenej meri več pričakovanj, več nekako vsega skupaj pritiska, ampak še vedno ni bilo to tako, ne, ker konec koncev pri 24 za biatlon so to relativno še zgodnja ali pa mlada leta, namreč pri biatlonu so izredno veliko šteje tudi izkušnje in tudi takrat še ni bilo nekih pritiskov in tudi takrat mi je uspelo v bistvu par zelo dobrih nastopov. Potem pa, ko si na vrhuncu, se pravi, to je bilo v mojem primeru
pri 32, pri 28, pa pri 32, tam je bilo pa že v bistvu čutiti nekoliko več tega pritiska ali pa, bomo rekli, želja je bila veliko večja, zavedal si se, da si na vrhuncu svojih moči in takrat pa posledično potem pride do tega, da so pričakovanja velika in seveda temu primerno tudi pozitivna nervoza in vse, kar zraven paše. No, super. A nam lahko deliš kakšno anekdoto iz olimpijskih vasi? Sigurno bilo zdaj sedel pa kar nekaj časa, ampak če se kakšno spomnim, zdaj tako zanimivo. Ja, veliko zgodb, kot sem rekel, se je spisalo skozi kariero, tudi med olimpijskimi igrami. Ne vem, mogoče recimo ostali mi v spominu v Sočiju v Rusiji, ne, kjer je bila ta olimpijska vas zgoraj na sred, v bistvu na vrh enega smučišča, so zgradili vas iz gunalc in bilo je, ne vem, čez dan je bilo 15 stopinj plusa, ne, potem je pa zvečer vse pomrzano in sem po noci pa sledil na -10, res te temperaturne razlike. No, vse sorte se dogaja zdaj. Kaj ni za javnost, sigurno. Ja, tudi, ja. To bomo po moje bolj v internih krogih še kakšno na to temo. Kaj? Ja. Knjigo, ja? A nas čaka kakšna knjiga? To sem drugače razmišljal ob koncu kariere tudi v knjigi, ampak potem, ko sem poskusil, sem ugotovil, da bo pa to malo prevelik zalogaj, ne. Sem si rekel, pač vsak niz vse in enostavno mi ni šlo. Res sem imel željo to, mogoče še kdaj, ampak o pomoči, mogoče moj starejši sin zelo dobre spise začel pisati, pa mi bo mogoče on pomagal. Po nareku, res. Ali pa bo kar on napisal, ne? Ja. Da boš ti pripovedal, kot danes nam pripoveduje zgodbo, on bo pa pisal, da sigurno. Ja, nikoli ni prepozno, ne? Ok, zdaj pa gremo malo na drugo področje. Kako si v tej športni euforiji mogoče najde čas za ljubezen? Vem, da je pri športnikih, a pa tudi pri zelo uspešnih podjetnikih fokus zelo pomembna stvar in takrat vsi fokus samo eno smer, ampak vsem. Vemo, da imaš dva otroka, ženo in kako se je zgodila ta tvoja ljubezenska zgodba? Ja, vprašanje je kar na mestu. Lahko povem, da smo že, tudi sam sem bil med tistimi fanti, ki smo radi preganjali punce že kot mulci, ne, že res kot od 10. leta naprej, pa sploh, to je tudi tisti lepši del, ne, ki sem prej rekel, ki si pa treniraš in vsi klubi, ne vem, 10-15 klubov v Sloveniji, ki se zberamo, pa potem se to začne preganjati. In moje preganjanje punc se je pa končalo v bistvu tudi v biatlonu in sicer na Pokljuki. Nežo, mojo ženo, bodočo, sem spoznal prav na Pokljuki. Leta 2009, mislim, da je bilo, ko se je na Pokljuki zgradil ta nov biatlonski center. Kdor pozna Pokljuko, ja, še leta 2009 je Slovenija dobila nek približno podoben center s hotelom in seveda mi smo bili prvi gosti v tem hotelu. Neža je takrat delala kot receptorka in tam sem v bistvu spoznal Nežo in tako da je biatlon kar zelo taka pomembna skupna točka. Večkrat se tako poheca, kaj vse nam biatlon nudi, ne, od počitnic do vsega, ne, sem rekel, pa tudi na koncu koncev tudi to, ne. Tako da ja, hvala biatlonu tudi za to, da se... En aplauz lahko, ne? Mislim, malo dahnil glegu. No, ko sva že pri tem, ko si pod žarometi v tem športnem svetu, a je to bilo pri tvoji ljubezenski zgodbi olajševalna okoliščina, da si športnik, ali oteževalna? Ja, ne vem, to bi mogli pa Nežo vprašati, moje. Ne, pač, tako, kot sem rekel, ne vem, iskra je preskočila in še zdaj preskakuje. Super. Ja. No, in z vajne ljubezni sta se rodila tudi dva sinova. Boš malo povedal o tem, kako se ona dva kaj spogledujeta športom, že prej si malo zaupal, ampak zdaj pa lahko še malo širše.
Ja, kaj naj rečem, poleg športa se mi je zdelo pomembno tudi, da gre življenje naprej, da se razvijaš kot človek in z Nežo so se potem odločila leta 2014, oziroma že malo prej, 1 leto prej, kot kaže, da je čas mogoče, da iz dvojine gremo na Možino in 2014 se je rodil Aksel in v bistvu še potem kar lep del moje kariere, glede na to, da sem tekmoval, treniral do leta 2020, smo bili 3 in je v bistvu imel tudi, sem pravi, starejši Aksel to možnost, da me je spremljal tudi na tekmovanjih pa in po televiziji in tako. To se mi je zelo zanimivo, pa da smo nekako to koordinirali vse skupino. Z enim se mi zdi, da je to kar dobro nam uspevalo, potem pa ja, leta 2020, zdaj moram se pomisliti, ja, 2021 se je pa rodil še Lars mlajši. Tako da, to je bilo pa v bistvu potem, on me pa ni videl tekmovati, me je pa zdaj pri drugih stvarih toliko bolj pozorno opazuje. Je pa Aksel že vpet v šport, tako kot sem rekel, zdi se mi, a pa se bomo mogoče še kasneje pomemben, da je vpet v nekaj tasga, lahko bi bilo tudi kaj drugega šport, sej tudi je, no, ampak bomo mogoče še kasneje kaj. To bi bilo naslednje vprašanje, če si želiš, da bi recimo starejši sin, kaj zdaj že vpet malo na šport, šel po tvojih stopinjah oziroma po svojih, ampak vsem nadaljeval malo to tvojo pot? Čistko bom povedal, tako kot vsakmo, ko se pogovarjamo, in tudi mislim, da bi se tega vsi starši, ki svoje otroke vpisujejo v šport ali pa v glasbo ali pa kamorkoli, da ne dajo otrok z namenom, da bojo svetovni pa olimpijski prvaki, pa ne vem kakšni maestrati v nekih orkestrih v to, kar počnejo, ampak da jih dajo zato, ker sami želijo, ker se imajo tam dobro in grejo z veseljem in tudi jaz se tega držim, ne, od samega začetka. Otroke rajš 3-krat ali pa 4-krat vprašam, če si res želijo določene stvari, da ne bi to bilo tako, da jih nekam silimo, ne, seveda je na koncu, ko se za nekaj odloči, se mi zdi fajn, da to goji, ne, da potem zanemarja ali pa da se izmišljuje, ne, da bi vsak mesec nekaj drugega treniral. Tako da zdaj počasi to postaja neka navada in ja, Aksel, tako kot sem rekel, živi na istem naslovu kot sem jaz. In mu je to najbližje, poleg tega še kolesarstvo z eno nogo, ki je tudi v neposredni bližini v Domžalah, je gorsko-kolesarski klub. Tako da šport je definitivno, mislim, da zelo pomemben del naše družine, tudi otrok. In mislim, da je tudi to zelo dobrodošlo, tudi potem v obdobju pubertete za otroke, da imajo neko rdečo nit in da predvsem nekje do konca tega obdobja grejo lažje, nekako krmilijo, ne vem, lahko se izrazim tako malo pežniško, čez čeri sodobnega življenja. Mislim, da jim je potem lažje, pa tudi, tako kot sem rekel, če pri 18 ali pa 20 obesijo na klin vse skupaj, mislim, da jim bo to ostalo za cel življenje. Res je. Če pa pogledava zdaj tvoje življenje, pa greva se malo nazaj presed, če bi se zdaj odločil, recimo malo bolj modrejši rečvar, bi vse izbral ta šport. Bi sigurno bil v nekem športu, ker te vidim, koliko z navdušenjem govoriš o športu in tudi želiš, da otroci so v športu, ampak če bi zdaj z vsem tem znanjem, ki ga imaš, kaj ti je prinesel biatlon, tek na smučeh, bi ostal v tem športu ali bi si izbral kaj drugega? Ja. Živimo v tako lepi deželi, pa tako pestri, ki nam nudi toliko enih naravnih možnosti ali pa ja, za izvajanje ali pa za ukvarjanje s toliko lepimi športi in v bistvu je tek na smučeh ali pa biatlon samo en izmed teh, ne, se tudi veliko tukaj je, ko so športni navdušenci in se tega dobro zavedamo, tako da se mi pa še zmeraj kljub vsemu zdi to eden lepših športov za trening in če imamo to možnost, ne, ker vsi ga nimajo, recimo poglejmo samo Štajersko, Dolenjsko, pač tam ni klubov, ni tradicije za ta šport, tako da jaz sem vesel, da je konec koncev ta šport tukaj tudi doma. Verjamem pa, da če ne bi bil ta šport, bi bil pa en drug šport v naravi, to sem prepričan, tako da, ampak
če bi imel še enkrat to možnost, mislim, da bi bila zelo podobna izbira. To se pravi, zrak te vleče, kakšna odbojka ne bi šla. Ja, dvoranski športi, pa ne. Na mivki. Ja. Okay. S čim se pa zdaj ukvarjaš in kdaj je prišlo do tega prelomnega trenutka, ko si nekako rekel vrhunskemu športu, da bi rad še kaj drugega probal? Ja, se pravi, kmalu, ali pa takoj po karieri, no, ali pa še prej je napočil trenutek, ko je bilo treba razmišljati tudi o življenju po karieri. Sam sem se na srečo tega zavedel že zelo dosti zgodaj, namreč to, da športnik lahko sam zavestno zaključi kariero, se mi zdi zelo pomemben, namreč poznamo zgodbe športnikov, ki so prisiljeni zaključiti svojo kariero in to je najhujše. Bodisi so to športne poškodbe, bodisi res slabi rezultati ali pa še kaj tretjega. In sam sem bil med temi srečen že, ker sem točno sam vedel, kdaj bom zaključil, kdaj želim zaključiti. In sem se tudi ustrezno pripravil, ne nazadnje tudi poskrbel za neko formalno izobraževanje. V času kariere sem zaključil študij na fakulteti za šport, se pravi pedagoško smer, bi lahko šel učiti v šolo, ampak se za to nisem odločil. Potem sem leta 2021 tudi magistriral na ekonomski fakulteti z menedžmentom v športu. Kot prvi študent sem zagovarjal magistrsko nalogo online, ker takrat so bile predavalnice in vse je bilo zaprt. Tako da sem nekako gruntil, kaj bi potem po karieri, no in se je že prej kazala ena izmed opcij, to je samo ena, sem rekel, za mogoče vloga komentiranja, vloga strokovnega komentatorja na nacionalni televiziji, kar sem z veseljem zagrabil in to upravljam še zdaj, predvsem v zimskem času, kajti poletni tekmovalni triatlon. Zato pa seveda sem mogel poiskati še nekaj za poletni čas, tukaj sem pa ravno ob koncu ali pa malo pred koncem kariere tudi videl priložnost, ko smo skupaj z Nežo, ko so šla v nekakvo investicijo ali pa nakup ene stare kmečke hiše v Beli krajini, ob Kolpi in v bistvu z lastnimi rokami tako rekoč prenovila to hiško in se podala potem v turistične vode. Se pravi, zdaj smo zakorakali na to pot, namreč oddajamo to in poskušamo tudi na tem področju, pa še, ker bi se najdali mogoče še kakšne podjetniške, polovično podjetniške vode z razvijanjem določenih stvari, no, ampak bomo videli, če bo še čas na koncu. In če hočemo v tvoji hiški prespati, ki malo reklame narediti, ki jo najdemo? Ja, sam napište Kleman Bauer Kolpa, pa boste naredili moje. Ja, sej to je, v bistvu je, ja, Neža je to vedno vlekla, da bi imela tudi in v bistvu se nam je uresničila, so se nam tudi te sanje, no, tako da nadaljujemo nekako tam, kjer smo končali. Super, vse stranski to. Če greva malo v komentatorske vode, a se spomniš takrat, ko si tekmoval, ko je bil to tvoja edina pot, kakšnega komentarja, ko so komentirali tvoj nastop, pa bi si želel, da ga ne bi slišal? No, zdaj pride ti zabavni del, ne vem, če se spomnite, ampak jaz nisem nikoli slovel kot dober strelec, pa če sem se tega zavedel, športniki, ljudje se rodimo z določenimi danostmi, določene stvari se da natrenirati in pač moja šibka točka je bil streljanje ali pa bolje rečeno prenašanje psihološkega pritiska, kakorkoli bi to imenovali, ko je prišlo do streljanja na tekmovanjih, ne? Ker namreč, ne moram reči, da sem bil slab strelc, če sem na treningih dobro strelil, podoben kot Ana Marija Lampič, ne? Če zdaj kdo spremlja, ona po prigovarjanju trenerjev vrhunsko strela na treningih, ampak ko pride pa tekmovanja, ko je na ramenih štartna številka, je povsem drugače, ne. In se pravi, jaz se nisem dobro soočil s okoliščinami in sem zelo redko dobro strelil, veliko večkrat je bilo pa bomo rekli, veliko zgrešenih strelih in temu primernih komentarjev na raznih forumih pa telih portalih, ne, in na koncu smo se itak že heca, smo rekli, da gremo zdaj pogledati. Od tega, da se obeta divjačinski golaž, ne, kadar sem zgrešil 3 ali pa več, ne,
do tega, mogoče teli so bili zelo taki slikoviti. Ko sem zaključil kariero, so napisali, da si bo v bistvu, da si bodo jeleni in srne oddahnili zdaj, ko sem zaključil. Tako da, ampak nikoli se pa nisem obremenjeval, tako kot sem rekel, bolj smo to, če se je le dal na šalo obrnili, nisem se pa nikoli obremenjeval zaradi teh komentarjev. Kaj pa zdaj, ko si ti v tej vlogi komentatorja, a pomisliš, kaj rečeš, oziroma te kdaj kaj zanese, daš tudi ti kakšen tak komentar, ki bi mogoče želel, da ga ne prav? Kako je s tem? Ja, zdaj treba biti politično korekten, ne, seveda. Jaz predvsem, ko sem zdaj v tej vlogi strokovnega komentatorja, poskušam gledalcem predstaviti, da je vsak rezultat plod trdega dela, ne glede na to, ali je to prvo mesto, ali je to 20, 30, in da niso samo zmage, pa stopničko tiste, kar šteje, ker pač mediji ali pa v sodobnih časih kažejo ali pa predstavljajo samo to kot uspeh, vse ostalo pa pač ni vredno nič in predvsem to, no, da se predstavi tudi 30. 25. mesto kot velik uspeh, sploh ko govorimo o biatlonu in tako naprej, ki je res globalen šport z izjemno konkurenco. Seveda, treba je pohvaliti sploh mlade tekmovalce, da potem tudi na ta račun nekako ohranjamo pozitivno klimo, pa jih spodbujamo, motiviramo, čeprav jaz upam, da se tudi tekmovalci v teh časih mlajši ne ozirajo preveč na komentarje. No, ampak če imajo take komentatorje, ki si ti, pol ni problem. Ja, dobro. Ok, na ušesa nam je prišlo tudi, da si nedavno tekmoval še na državnem prvenstvu. A to pomeni, da se vračaš na tekmovalne smuči? Zdaj ste me pa, to je kakšna insajderska informacija. Ja, res je. Pred novim letom sem v bistvu nekdanjemu sotekmovalcu Lovru Planku malo za šalo, malo za hec poslal sporočilo, če bi tekmoval z mano, namreč tekmujeva ali pa sva člana istega kluba, smučarskega kluba Han, in sem mu predlagal, če bi z mano tekel šprint dvojic, to je tekma dvojic, državno prvenstvo, tekel na smučeh na Pokluki, ravno so se vračali z Francije. Za šalo zato govorim, ker se mi je zdel, da itek ne bo imel časa ali pa da si bo mogel odpočiti, kajti Lovro zelo uspešno nastopa kot član reprezentance na tekmi svetovnega pokala in da mu tudi trener na vse zadnje ne bo dovolil, ampak on je meni vas navdušen, ja, greva. In pol mi ni preostalo drugega kot to, da sem šel hitro dvakrat v Planico teč, kajti do takrat, do tistega dne nisem imel kaj velikih kilometrov na smučkah, tako da so pol presenetljivo dobila tisto tekmo in postala državna prvaka, ja, malo presenetljivo. Ja, zanimivo je bilo, kakšen odziv je bil to. Večji, kot če bi bil 15. na svetovnem pokalu, da se spomnim včasih. Ampak ja, lepo je bilo spet obleči štartno številko, ki jo sem pa tudi tako včasih, predvsem na kakšnem maratonu, enega ali pa dva na let se udeležim. Sicer pa zaenkrat še ne razmišljamo o kakšni resni vrnitvi, čeprav je to zdaj kar popularen med temi športniki. Ampak mogoče pa bomo to drugo zgodbo, pa če slučajno pride v česa tazga. Te bomo še enkrat povabili. Zdaj bi potem lahko odgovoril na to vprašanje. Kakšna je razlika bila tekmovati takrat, na začetku tvoje kariere in zdaj recimo? Aha, ja, sprav zdaj po povratku. V bistvu ni bilo neke velike razlike, kajti predvsem mogoče tudi zato, ker ves ta čas po končani karieri nekako ostajam aktiven, športno aktiven, seveda bolj v smislu rekreativnega športnega, ampak kljub vsemu, tako da samega tega ni bilo, je bilo pa zanimivo opazovati, da te občutki ostajajo, ne, te predtekmovalna trema, anksioznost, čeprav gre za neko, se je šlo za državno prvenstvo, ampak tudi če bi šlo za manjše tekmovanje, ne, podobni občutki tudi kot so na kolesarskih ali pa na subtekmah, recimo, pač to te spremlja zelo, kot kaže, do konca, ne, in to tudi mislim, da žene vse rekreativce, da vedno znova se prijavljajo na tekmovanja,
ki je poseben občutek, ki ga je težko opisati, kdor tega pač kdor ni šel na nobeno tekmo nikoli, v bistvu težko sploh razume ali pa ve, o čem govorim. Drugi toliko bolj, ampak je bilo zanimivo. Ni bilo pa nič kaj veliko drugače. Pričakovanja so bila velika. Jaz se spomnim sebe, ker sem tekmovala v rock'n'rollu zelo kratek čas, pa zelo skoraj zdaj rock rečem v teh letih in sem šla po moje 10-krat na WC, preden sem šla na parket. In je bolj še trener rekel, zdaj pa dost, zdaj pa ne moreš več. Ja. Ko se Klemen uleže na kavč doma, pa žge televizijo, kjer šport takrat gledaš? Če sploh. Ja, se biatlona še najmanj. Ja, najprej moram to povedati, da sem zelo velik športni navdušenec, ko govorimo o športih pred ekrani, pa tudi sicer. In v bistvu je ena zanimivost. Pri nas so športni kanali v bistvu na prvi vrsti na 1, 2, 3, 4, 5. Šele potem pride, do ostalih sploh ne pridemo v bistvu. Sem pa kakšna risanka za otroke, drugače pa to. In na srečo je tale Zoom zamik, časovni zamik, rešil kakšne živce pa neprespane noči, namreč vemo, veliko športnih dogodkov je čez dan, ko je lepo vreme, ko si rajš z družino vzuni ali pa na kolesu, potem pa pride večer, takrat si pa potem skupaj z Nežo, ki je tudi navdušena športna spremljalka po televiziji, zavrtiva nazaj ali kolesarjenje, tenis, motocross, v bistvu je ta nabor športov kar dolg in velik, tako da to so samo nekateri, ki sem jih zdaj naštel. Super. A te bomo pa videli še v kakšnem drugem športu, mogoče tekmovati kdaj? Mislim, da prav resno ne. Tako, kot sem že omenila na začetku, sem se udejstvoval subtekem, mogoče v zadnjem obdobju malo manj. Tukaj bi rad spet se malo bolj aktivno vrnil. Predvsem zaradi tega, ker če imaš ti eno ali pa dve tekmi ali pa kakorkoli kot cilj, te potem to med letom ali pa takrat, ko ti je mogoče, ko se ti res ne da, te spravi, da gremo vsaj zdaj za malo potrenirati. Tako da to. Jadralno padalstvo je mogoče en tak šport, ki ga nisi izpostavila, kjer sicer nimam tekmovalnih ambicij, imam pa ambicije po napredovanju. Se pravi, kdor ta šport pozna, ve, da so tudi potrebne izkušnje in veliko enih ur treninga, kakorkoli bi temu rekel. Ukolikor želiš kot jadralni padalec napredovati, preletati daljše razdalje in tako naprej. Tako da to kolesarjenje je tako namenljivo vsak dan. Ampak v kakšnem drugem športu pa mislim, da ne bom vsaj zaenkrat ne tekmoval. Mogoče sem spodbujil svoje otroke. Ja, to pa. Ok, Klemen, za zaključek tega najnega res lepega sproščenega pogovora bi prosila, da nam zaupaš, kaj bi danes svetoval kakšnemu mlademu športniku, ali pa tudi ne toliko mlademu, na podlagi za res bogatih izkušenj, ki jih imaš v svoji karieri, na kaj mora biti pozoren, pa kaj je ključno res pri njegovem delu. Ja, zdaj prav veliko mladih športnikov ni danes z nami, ampak kljub vsemu pa mogoče staršem ali pa mogoče nasplošno, ja, tem, ki je bilo veliko danes že govora, v samem začetku, zakaj otroke šport pa to. Predvsem to, da se imajo dobro, da so v nekem zdravem okolju, ker jaz mislim, da športno okolje je zdravo, sploh v mladih letih, ko še ni teh, bomo rekli, zahrbtnih vzgibov, potem, ko ljudje odrastejo, pridejo na površje zavist, fovšija in vse sorte. In otroci so pač relativno nedolžni in ko so v takem okolju, potem mislim, da je res ni nič slabega in da v tem uživajo. Dokler imajo res voljo, potem pa, ne vem, kako bi se apelo.
Recimo, kaj bi rekel svojemu sinu, če bo Ja, res to povedal? tako kot sem rekel, naj ustraja, dokler ima to rad, tudi če bo kdaj težko, da se splača, tako kot tudi na drugih področjih, ne, bo kdaj težko, ampak je treba iti naprej in na koncu je trud vedno poplačano. Mogoče to sporočilo se mi sploh za mlade te dni v teh časih zdi zelo pomembno, ker je vse na dlani, ne, v bistvu predvsem tudi po zaslugi staršev, ne, ki jim omogočajo od avta do telefona, vse, kar si zaželijo, imajo praktično drug dan lahko na mizi. Ne. V športu pa pač ni tako, ne. Če hočeš imeti dober rezultat, se to zdaj spoznava tudi taksa, recimo, ne. Pa je samo 2-3 tekmoval, ampak je zdaj samo od sebe že začel. Ne. Mu je jasen, ne, da če nekaj ne vložiš, ne moreš tega dobiti. Ne. In je v bistvu neko tako sporočilo, ki se ga pol da tudi vsakodnevno življenje zelo dobro prenesti, tako kot v športu, tudi v življenju. Če boš nekaj vlagal, nekaj delal za to, da boš uspel, da boš imel konec koncev, kakorkoli, je treba nekaj narediti za to. Res je, kar daš, to dobiš. Tako. Jaz bi se ti res iskreno rada zahvala za to, da si vzel čas. Vsi vemo, da je zdaj zima in da si ti na polno zaseden in zato še toliko bolj cenimo ta čas, ki si ga z nami zdaj preživel. Tako da neprecenljivo hvala, Klemen, tako kaj je Gregor rekel, pa sem na začetku pozabila povedala, velik človek z velikim srcem, zato tudi sediš danes kot prvi gost na tem stolu. Hvala lepa, da ste bili z nami in velik aplavz za to. Hvala, Petra. Jaz bi se še enkrat tudi tebi lepo zahvalil za prijeten pogovor, pa še enkrat Gregorju za povabilo. Res upam, da boš mogoče v prihodnje imel toliko povpraševanja, da boš celo vsak teden lahko gostil kakšnega svojo zgodbo, tako da res hvala.